Živijo tukaj Retro Lover. Uje! Bobija sem pustil, da se ukvarja s kužki in v studio povabil Bibi. Vse me že vsi poznajo. Ja, Bibi, a bi ti tudi imela kakšnega hišnega ljubljenčka? Ali pa hišnega ljubilca, a? Kaj ne, fuj. Ja, fuj, ja. Pejmo rajš na komentarje, a? Ja. Začnimo! Norman in Bates sta vas spraševala, kam bi šli najraje na dopust. In Andraž Skubic nam je napisal, jaz bi šel na dopust na Luno. Dva emodžija, ki se jokata od smeha. Andraž, ne vem, če je to najboljša ideja. Nobenega morja. Nobene postrežbe. Če malo preveč skočaš na kakšnem trampolinu, te odbije v vesolje. Pa upam tudi, da nimaš laktozne intolerance. Zakaj pa to? Ja, ker je Luna narejena iz sira. Dej, a si lahko ti kakšen forum daj prebereš, no? Naslednji komentar. V oddaji o zamujanjih smo vas spraševali o vaših najboljših izgovorih, kadar ste zamudili. Januška Gostenčnik nam je pustila tale komentar. Moj brat bi rekel, da bi zamujal v šolo. Izgovor pa bi bil, da je gledal Osvežilno fronto. Mega špas! Januška, veseli nas, da je Osvežilna fronta končno za nekaj uporabna. Pa čeprav za izgovore. Nekateri še ne poznate pomenov imen vseh naših rubrik. Tanjo Turk namreč zanima, kaj je to sploh žličkanje. Simpel, bova pokazala. Žličkanje je, ko dva ležita na boku. Ali pa več, sam pol se ne reče več žličkanje, ampak predalnik s priborom. No, in se stisneta skupaj. Ta velika žlička... Jaz bom ta velika žlička. Ok. Ta velika žlička pa z roko objameta ta malo. Kaj je ta von? Moja nova srajca. Nekateri ste se, tako kot naši jamski ljudje, lotili poimenovanja stvari. Rito Tornaš Kripo-Hlačnik pravi, jaz sem svoj zvezek za matematiko poimenoval delno velika pravokotna stvar s karo listi, v katero sem prisiljen pisati, ali na kratko, karzek. Easy peasy! Huda tehnika, Rito Torna. Karo plus zvezek je karzek. Zvezek za glasbeno umetnost pa je guzek. Na TikToku ste nam tokrat pustili ideje za zanimive izume. Matej Počrtaj 021 je napisal, izumil bi tvojega brata. Mojega? Mal si prepozen. Bobija sta izumila že moj oče in mami. Maj pa je napisal, da bi izumil največje nogometno igrišče in pol bi bila gor reklama, kako bi Osvežilna fronta pa jaz kao, da se rokujeva. Tega si pa ne predstavljam. Ne bojo možgani eksplodirali, če si bom to predstavljal. To pa je najboljši komentar tega tedna. V prednovoletni oddaji sva vam z Bobijem predlagala nekaj novoletnih zaobljub. Med drugim tudi to, da se odjavite od svojih najljubših kanalov, da boste manj časa na družbenih omrežjih. Res genialna ideja, bumbarja. Ker nam je Neli Levstek zdaj napisala tole. A to pomeni, da se moram unsubscribat od Osvežilke? Ne, Neli, prosim, hecala sva se. Veseli smo vsakega naročnika, še posebej tebe, Neli. In da bo še naprej z nami, te želiva podkupiti, ti podariti tole nagrado Osvežilne fronte. Dežnik. Svoje podatke nama pošli na osvežilna.fronta@rtvslo.si in nagrado ti pošljava domov. Adijo! Adijo!